Kakšno je bilo za vas leto 2025? No, na kratko, praktično tako kot vsako leto, standardni špili, standardna dogajanja, mogoče majčkeno več v zasebnem življenju, ko sem se malo več s hišo svojo ukvarjal, pa sem imel malo več dela na tem področju. Drugač, tako kot vsako leto. Kakšno glasbo najraje izvajate? Zrastel sem s tako, bom rekel, klasično rock glasbo najbolj. Ampak že od nekdaj mi je všeč predvsem melodična glasba, ko bazira na kitari, ne, se pravi od countryja do popa, do pač rad imam lepe melodije. Vse, kar je melodičen, pa da ima nek smisel. Je pa res, da več ali manj sem zmeraj poslušal tujo glasbo, predvsem ameriško pa angleško. V bistvu našo slovensko bolj spoznavam zadnjih par let, zato ker veliko igram sam z akustično kitaro, pa seveda je treba tudi kako slovensko odšpilati, ne. In iz leta v leto ugotavljam, da imamo mi kar veliko dobre muzike. Zdaj nekaj se sliši po radiu, nekaj se ne vem sicer zakaj, ampak so pa na splošno zdaj tak čudni cajti, kar se muzike tiče, tako da me nič ne preseneča, da se določene stvari ne slišijo. V kakšnem smislu čudni časi? Ja, poglejmo samo politiko, kaj se dogaja. Zdajle je res en tak nepredvidljiv čas, ne vemo, kako se bo vse tole razpletlo, vse tele vojne, pa če gledamo te mlade generacije, ne, recimo, jaz sem še ta, se reče X generacija, ne, ko smo še plošče poslušali, pa kasete, tako dalje, ne. In mi smo šli, pa smo kupili ploščo, smo komaj čakali, da smo domov prišli, da smo dali na gramofon in smo ko nek ritual poslušali, prvo stran, drugo stran, pa toliko cajta, dokler je nismo skoraj znucali, ne. Zdaj te mlade, če gledaš, ne, oni ne poznajo tega, ne, oni imajo sam telefon, pa to pač ki je poln teh, se ti sploh ne znam povedati, ker jaz sem res starokopiten, kar se tega tiče, ne. Pač poslušajo muziko z interneta in ker je delik v minuto, je že preveč, ne, in oni v parih minutih presučejo 100 komadov, nič do konca ne poslušajo, pa še tisto poslušajo, sploh ne vem, če vejo, ko poslušajo, ne. In so v bistvu se mi smilijo, ne, ker ne znajo uživati, ne znajo iz muzike potegniti tistega bistva, ne. Vse je ratalo tako brezsrčen, instant, brez duše. Ko igrate z razvalinami, je to z dušo, ne? Ja, ker uživamo v tem, kar počnemo, vsi imamo rad isto muziko. Pa zdaj, ko smo malo starejši, majčkeno drugače gledamo na stvari, ko smo včasih, ne, včasih sem tako malo, določene stvari so se nam malo kar samoumevne zdele, pa skregali smo se, pa naveličali smo se, ne. Zdaj pri teh letih pa malo bolj cenimo to, ne. Veseli smo vsakega špila, veseli smo, da se vidimo, da malo počvakamo, ne. Čisto drugače gledamo, no, kot smo bili mulci, ampak v bistvu ta strast je pa popolnoma enaka, ko smo bili mladi, nič ni popustil, mogoče je celo še malo več. Kateri je najboljši komad, ki ste ga napisali za vas? Ko sem ga jaz napisal?
Ja. Kot prvo, jaz nisem nek ploden avtor, jaz imam bore malo komadov. Pri velikih komadih sem seveda zraven sodeloval, tako da sem pa čist sam avtor. Pa da recimo, tako da je tak tudi malo smešen komad, pa tudi drug pravijo za njega, da je v redu. Smo naredili s skupino San Diego komad Pompin. Ta je tak, mi zdi, da najbolj zanimiv, tudi poslušalcem. Se vračate v Zasavje? Vemo, da ne živite v Zasavju več. Ja, veliko se vračam v Zasavje, predvsem k staršama, ki živita v Hrastniki. Pa zdaj v zadnjih 2 letih sem tukaj v Zasavju špilil, ko prej v mladosti, ne vem, če sem. Pa vedno se je lušen vrniti v Zasavje, ker ko si v rojstnem kraju, to je čisto tak poseben občutek. Ne? In tudi, ko špilam, se mi zdi, da imam tukaj večjo tremo, kot na vseh drugih špilih. Ne? Pa čeprav, ko pogledam dol, skoraj vse ljudi poznam, ne? Ampak nekaj je. Ne? V Ljubljani, kjer delate, pa tam Zasavcem reče, tam pri vas pa reče mat kurja. Kako odgovorite na to? Neč, pač tako je. Ne? Vsaka regija ima neko svojo posebnost. Ne? Veš, jaz recimo 20 let že živim na Notranjskem, pa še kar po Zasavju govorim. Ne? Pa delam v Ljubljani še deli, ne? Pa me tudi, kar si. Vsi reče, Škofljanec je pa knjižničar, ki poje. Ne? Je to še res, ali ni več? Ja, čudna sopota. Ne? Mislim, preden sem začel v knjižnici delati, se tudi približno nisem mislil, da v knjižnici delam, ampak pač v življenju včasih tako nanese, da enostavno slediš tistem toki, pa mine 20 let, ne, sem recimo že 22-23 let v knjižnici delam. Ne. In tu mi je zdaj nekaj čist normalnega. Ne. Nisem si pa res v mladosti, tudi približno sem mislil, da bom v knjižnici kdaj delal. Ste obiskovalcem knjižnic predlagali večkrat kakšno knjigo, ki govori o glasbi, recimo kakšno, ne vem, avtobiografijo Erika Claptona ali pa kaj podobnega? V mojem primeru ne, ker delam v specialni knjižnici, ki je namenjena sam novejši zgodovini, razen seveda tako zasebno, če koga muzika zanima, pa to sem pa predlagal. Ja. Jaz moram bolj na tekočem biti, ko pač na zgodovinskem področju prihaja ven. Pa. Se zgodovina ponavlja? Ja. Nažalost, ne? Včasih. Mislim, se naučimo nekaj, ampak ljudje smo res ena čudna bitja. Ne? Vemo, da nekaj ni prav, pa še zmeraj počnemo to, še zmeraj naredimo to. Ne? In isto je zgodovina. Ne, mogoče že mora tako biti. Sergej, kaj vam pomeni Zasavje? Ja, Zasavje, tukaj sem se rodil, tukaj je moje srce, tukaj sem špilati začel, tukaj sem se prvič zaljubil. In to je to. Tukaj noter ga imam.